Dobrodošli na Svetovnem dnevu telekomunikacij in informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki ga organizira Katedra za IKT, v živo iz studija Fakultete za elektrotehniko. Počasi, a gotovo se vračamo v ustaljene tirnice, ko boste prostore fakultete znova napolnili vi, dragi študentje. Svetovni dan IKT je tako namenjen prav vam. Vse prispevke, ki jih boste danes videli, so pripravili študentje Fakultete za elektrotehniko, zato bo naslednja ura zagotovo zanimiva. V studio prihaja prodekan Fakultete za elektrotehniko za pedagoško dejavnost, ki nam bo povedal več o sproščanju ukrepov in vračanju študentov nazaj v fakultetne prostore, opravljanju izpitov in zaključevanje semestra. Pridružuje se nam magister Rok Žurbi, ki bo povedal, kako je iz ozadja potekalo oblikovanje in delovanje spletne učilnice in platforme EFE+. Za konec pa odpremo še debato o novih tehnologijah 5G, za katere se je tudi v preteklem tednu sestal Svet za nacionalno varnost. No, kako obeležujemo Svetovni dan IKT in kaj pravzaprav pomeni dogodek za nas, pa nam bo sedaj povedal profesor Jaka Sodnik, namestnik predstojnika Katedra za IKT. Jaka, kljub vsem ukrepom je to eden izmed redkih dogodkov, ki ni bil odpovedan v času epidemije. Je informacijsko-komunikacijska tehnologija tista, ki je omogočila, da se svet pravzaprav vrti naprej? Vsekakor lep pozdrav v imenu Katedre za informacijske in komunikacijske tehnologije Fakultete za elektrotehniko. Ja, IKT so nedvomno hitro razvijajoča se in vedno bolj pomembna panoga gospodarstva, ki poganja in pa predvsem povezuje praktično cel svet. Zato je seveda tudi na naši fakulteti temu posvečena naša katedra, ki je sicer sestavljena iz 5 laboratorijev. Člani teh laboratorijev sodelujemo v vseh 3 stopnjah študija elektrotehnike in pa smo hkrati tudi nosilci novega, uspešnega in vedno bolj priljubljenega študija multimedije. Poleg sodelovanja v pedagoških procesih pa različnih raziskovalnih projektih smo na naši katedri predvsem aktivni tudi pri povezovanju z gospodarstvom. To pomeni, da sodelujemo z velikim številom različnih podjetij doma, v Sloveniji, v tujini, kar nam na nek način omogoča neposreden prenos znanja našega raziskovalnega dela v prakso in pa hkrati mislim, da ne pretiravam, če rečem, da podjetja tako rekoč razgrabijo naše diplomante in magistrante, takoj kot ti pravzaprav končajo študij. No, ker je IKT pomembno področje, seveda ima tudi svoj dan, ki ga tudi danes na nek način obeležujemo. Svetovni dan IKT praznujemo 17. maja, kar je sicer v nedeljo, že od leta 1969. Gre pa pravzaprav gre za spomin na podpis prve mednarodne telegrafske konvencije, na podlagi katere je bil kasneje tudi ustanovljena Mednarodna telekomunikacijska zveza, ki jo poznamo pod besedo ITU. Letošnja tema ali pa neka glavna usmeritev ITU-ja je doseganje trajnostnih razvojnih ciljev. To pomeni, da se nekako vsi moramo truditi za splošni napredek in razvoj človeštva, kajti gospodarstvo zadnje čase vedno večji pomen pripisuje prav informacijsko-komunikacijskim tehnologijam. Te so tiste, ki bojo na nek način omogočile prehod v sodobno in pa tehnološko podprto družbo. To pomeni ne samo, da morajo funkcionirati, ampak morajo biti narejene na način, da so dostopne vsem generacijam, da so uporabniku prijazne, razumljive, intuitivne. No, seveda, ti zadnji meseci so nedvomno bili šok za vse nas. Praktično svet se je v nekem trenutku popolnoma ustavil, no, ampak po drugi strani pa že v naslednjem trenutku spet v največji možni meri zaživel naprej in lahko rečemo, da nedvomno prav zaradi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Pač na nek način smo bili prisiljeni se preseliti online, se pravi začeti živeti na neke vrste digitalen način, ampak kakorkoli, z pomočjo teh sodobnih orodij smo lahko nadalje komunicirali, sestankovali, se izobraževali ali pa na nek način tudi sam družili, mogoče celo v večji meri kot pa prej v živo. Naša katedra, lahko rečem, in pa fakulteta sta na najboljši možen način pokazala, da smo res strokovnjaki na svojem področju. Praktično čez noč smo celoten pedagoški proces preselili na internet, na splet, tako da lahko rečemo, da ni utrpel pomembne škode in se bolj ali manj normalno izvaja dalje. Tudi izpite, kot kaže, bomo v veliki meri lahko izvedli na tak način. Seveda, treba je poudariti, da pomembno vlogo so odigrala orodja, ki smo jih pomagali ustvarjati, ki smo jih razvili prav na naši katedri, tako da smo nedvomno lahko zgled tudi drugim fakultetam in pa tudi drugim univerzam.
Ob svetovnem dnevu IKT, ki je za nas pomemben dogodek, je torej naša promocijska ekipa na čelu z Aljažem Blatnikom in pa v sodelovanju z multimedijsko ekipo pripravila zanimiv dogodek. Tako kot je Aljaž napovedal, se pravi prispevki, kombinacija študentskih prispevkov, pogovora s strokovnjaki na naši katedri. Skušali bomo določene aktualne teme odkriti, kakšen tabu razbiti tudi in narediti, kot rečeno, zanimiv dogodek. Kljub temu seveda, da smo na naši katedri mi primarno v prvi vrsti ljubitelji in pa promotorji sodobnih komunikacijskih tehnologij, smo pa tudi mi socialna bitja, ne? In na nek način lahko in mislim, da je prav, da priznamo, da tudi mi se že želimo, da se zopet vrnemo nazaj, da se srečamo v živo, spijemo kakšno pijačo s sodelavci, s kolegi in se začnemo spet družiti tudi na tak način. Tako da jaz bi še enkrat v imenu katedre lepo povabil vse, da uživate ob današnjem dogodku, pa da se seveda čim prej spet vidimo na fakulteti in pa predvsem tudi na katedri za informacijsko-komunikacijske tehnologije. Jaka, hvala. Tudi jaz se pridružujem vabilu in željam, da se čim prej vidimo nazaj na fakulteti. Sedaj pa začenjamo z prvim sklopom študentskih prispevkov. In sicer Primož Kočevar je bil bivši študent Fakultete za elektrotehniko, lani je študij zaključil z magisterijem v Združenih državah Amerike, sedaj je zaposlen v podjetju Microsoft Slovenija, s fakulteto pa še naprej sodeluje kot vabljeni predavatelj in strokovnjak za področja računalništva v oblaku. Živijo. Moje ime je Primož Kočevar. Bil sem del študentskega programa na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, imenovanega informacijsko-komunikacijske tehnologije, magistrskega programa od leta 2013 do 2019. Sedaj sem zaposlen na Microsoftu v Sloveniji, tukaj v Ljubljani in rad bi vam nekako predstavil svojo študijsko in kasneje karierno pot, ker vem, da včasih, ko si v težavi izbire svoje poti, ti prav pride kakšen nasvet in vpogled tudi nekoga drugega, ki je šel skozi takšno pot. Če gremo najprej skozi samo študijsko pot, sem v bistvu bil že od začetka na Fakulteti za elektrotehniko. Začel sem z programom univerzitetnim, triletnim in potem v bistvu nadaljeval na magistrskem programu informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zakaj sem ta program izbral? V bistvu sem koleval nekako med neko robotiko pa telekomunikacijami, mogoče malce elektronike, ker me je nekako na koncu računalništvo zanimalo. Zanima me računalništvo, ampak hotel sem pa tudi vedeti, kako stvari delujejo, sami elektromagnetni signali, kako v bistvu računalnik s pomočjo elektrotehnike tudi deluje. Ne samo software, ampak tudi hardware. In ker me je to zanimalo, ker sem hotel v bistvu vedeti to celotno pot, se mi je zdela ta smer dokaj primerna. In tudi tako je tudi bilo. V bistvu študirali smo od propagacije elektromagnetnih signalov do kako postaviti bazo ali skonfigurirati operacijski sistem na Linuxu, recimo. Res širok spekter znanj, nekaj teorije, nekaj prakse in v bistvu mislim, da je dalo kar dobro podlago za potem nadaljnjo delo. Seveda, tukaj zelo pomembna stvar je, jaz sem vedno zraven študija še nekaj poskušal zraven delati, na nekako ali nekakšne poletne šole. Bil sem v Štokholmu na poletni šoli, ki je tudi mi nekako podpiral LTF laboratorij na Fakulteti za elektrotehniko in v bistvu sem imel tam vse plačano, samo prijavil sem se na program in dobil sem sponzorirano karto za avion in tudi prenočišče na vse. In res to je bila prva izmed dobrih izkušenj takšnih. Potem sem v bistvu še naprej s takimi stvarmi nadaljeval. Naslednja je bila v bistvu izmenjava v Nemčiji na Tehnični univerzi v Münchnu, ki je bila res ena izmed najboljših univerz in še vedno je v Evropi.
in tudi na svetu. Kasneje sem pa v bistvu zaključil svoj študij z pisanjem magistrske naloge v ZDA na univerzi v Missouriju, tehnični univerzi v Missouriju, ki je tudi dobra, ugledna univerza. Ampak bolj kot to pomembno je, da me je nekako faks kot fakulteta za elektrotehniko in tudi laboratoriji znotraj tega faksa dobro podpirali pri vseh teh akcijah in mi dali nekako svojo energijo in svojo dobro besedo, da sem lahko sodeloval v teh programih, ki drugače kot sam nek posameznik verjetno ne bi imel takšnih dobrih možnosti se tega udeležiti. In to moram reči, da sem čutil, da mi je nekako ne samo k mojim kariernem razvoju prispevalo, ampak tudi življenjskem, ker sem res ogromno prijateljev tam spoznal. V bistvu, če se malo dotaknemo še karierne poti, v bistvu sicer traja šele pri meni par let, ampak moram poudariti, da res te zunanje izkušnje iz drugih držav in tudi konstantno delo izven faksa, konstantno odgrajevanje znanja tudi v nekih poletnih šolah, v nekih drugih tudi službah. Jaz sem tudi zraven faksa med počitnicami sem vedno poskusil tudi še nekaj sam narediti, vedno mi je bilo zanimivo, kako lasten projekt izpeljati, kakšen IoT napravo sprogramirati, in to mi je res take dobre izkušnje prineslo, ki so mi pol v bistvu pri izbiri službe zelo pomagale in da v bistvu na koncu lahko vi izbirate službo, ne pa ona vas. Sodobne zgradbe za upravljanje pogosto ne uporabljajo več klasičnih stikal, temveč pametne električne inštalacije. Razvoj tehnologije nas je pripeljal do nove stopnje upravljalskih elementov, to so inteligentne tipke. S svojo funkcionalnostjo so bližje klasičnim stikalom, katerim se njihov dizajn želi čim bolj približati. Odlikuje pa jih dodatna funkcionalnost, kot je na primer termostat, integrirana senzorika, osvetlitev in prilagajanje. Prav tako pa imajo v razvoju in upravljanju pametnih domov in inteligentnih tipk ključen pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije, saj nam omogočajo upravljanje tudi prek aplikacij in pametnih naprav. Ker gre za nov element v konceptu pametnih domov, ostaja odprto vprašanje, kako ga bodo uporabniki sprejeli. Zato smo uporabnike povabili v Entia Showroom, da nam pomagajo pri raziskavi. Naši cilji so med drugimi tudi proučiti dizajn inteligentnih tipk z vidika zagotavljanja kakovosti storitev in uporabniške izkušnje ter identificirati parametre, ki imajo lahko vpliv na doseganje uporabniške izkušnje. Eden od ključnih ciljev pa je podati smernice za nadaljnji razvoj inteligentnih tipk. Ogrevanje. In aktivirajte sceno Away. Ne zadnji tik. Kljub spremenjenim razmeram pa študenti nadaljujejo s svojim delom na številnih interdisciplinarnih projektih. Tehnologije IKT so danes ključne za zagotavljanje sodobnih storitev in upravljanje pametnega doma. Pomemben pa je tudi uporabniški človeški vidik. Zato v študentskem projektu Po kreativni poti, ki ste ga ravnokar videli, študentje Fakultete za elektrotehniko skupaj z mentorji iz podjetja Enita raziskujejo in izboljšujejo uporabniško izkušnjo pametnega doma. Pomemben cilj projekta je tako ugotoviti in predvsem izboljšati uporabniški vidik interakcije v pametnem domu. No, interakcija pa bo kmalu mogoča tudi na fakulteti, zato je z menoj v studiu sedaj prodekan Fakultete za elektrotehniko za pedagoško dejavnost profesor Roman Kamnik z odgovori na vprašanja o zaključevanju semestra. Pozdravljeni. Lep pozdrav. V času sproščanja številnih ukrepov se počasi odpirajo tudi vzgojno-izobraževalni
vzgojno-izobraževalne ustanove, kot so vrtce in šoli. To že s prihodnjim tednom, v ponedeljek se v šolske klopi vračajo dijaki, kdaj se na fakulteto vračajo študentje. Tako je. Skladno z sklepi vlade in sklepi rektorata se tudi odpirajo vrata naše fakultete, in sicer v ponedeljek, 18. maja, kjer bomo pedagoški proces začeli izvajati seveda v prilagojeni obliki, kar pomeni predavanja in avditorne vaje dokončamo do konca semestra v obliki izvajanja nadaljavo, medtem ko pa določen del laboratorijskih vaj in pa pisnega preverjanja znanja bomo pa izvajali na fakulteti. Seveda z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov. Kaj bo v tem primeru z obvezno prakso, ki je bila zaradi epidemije prekinjena oziroma še ni bila začeta? Večino so študenti obvezno prakso že pričeli z izvajanjem, ki je bila potem, nekateri so prekinili z izvajanjem, nekateri so nadaljevali z izvajanjem v prilagojeni obliki. Računamo, da bo se tudi podjetja vzpostavila nazaj svoje delovanje in tako bodo tudi vključili študente v izvajanje prakse in da bodo lahko do konca zaključka poletja dokončali izvedbo prakse. Bomo pa seveda tudi razmislili o znižanju pogojev za dokončanje prakse. Kakšni varnostni ukrepi konkretno bodo veljali za študente v prihodu na fakultete? Bo zmanjšano število obiskovalcev na fakulteti, zmanjšano število študentov v predavalnicah? Osnovni ukrep je zagotavljanje razdalje med posameznimi študenti, 1 meter do 1 meter do 2 metra, uporaba mask, razkuževanje in prezračevanje prostorov. In velikost skupine študentov je seveda zdaj določena z velikostjo prostora, v katerem se bodo študentje nahajali, tako pri preverjanju znanja, kot recimo v laboratoriju, pri izvajanju laboratorijskih vaj. Kako je torej z temi vajami, ki so obvezne za pristop k izpitom? Bodo potem izvedene zdaj v tem vmesnem času, se bodo vaje podaljšale v izpitno obdobje? Tako je, predvideli smo podaljšanje semestra za 2 tedna, se pravi, izvajalci predmetov, ki želijo izvesti predmet, ga lahko podaljšajo do 15. junija in v tem času izvedejo določen del vaj v laboratoriju. Kako bo potem sledi z izpitnim obdobjem, kako bodo potekali pisni izpiti, kako bodo potekali ustni izpiti, predvsem pri velikih skupinah, pri velikih predmetih? Kar se tiče, ker smo podaljšali izvajanje, približno 1/3 izvajalcev je izrazilo pripravljenosti, da bi izvajali tudi laboratorijske vaje, se lahko zgodi, da bodo študenti izgubili en izpitni rok v začetku junija. Zato smo dodali en dodatni izpitni rok v jesenskem izpitnem obdobju. Ustni izpiti potekajo na fakulteti, potekajo nadaljavo? Ustni izpiti bodo potekali nadaljavo, samo pisno preverjanje v skrajšani obliki, v prilagojeni obliki, v predavalnicah, ki bodo zračene z upoštevanjem varnostnih ukrepov, se bodo pa izvajali. To je pa izrazilo približno 2/3 izvajalcev, da bi želeli izvajati pisne izpite. Na fakulteti za elektrotehniko študira precej študentov tujcev, ki zaradi ukrepov drugih držav morda ne bodo mogli priti v Slovenijo. Kaj v tem primeru, če bodo obvezno odpravljene izpita na fakulteti? Tudi kakšnemu študentu iz Slovenije se lahko zgodi, da ne bo mogel priti ali na vaje ali na pisno preverjanje. To bodo posebni primeri, ki jih bomo seveda z upoštevanjem dane situacije probali izvesti v korist študentov. Kaj v primeru, če nas jeseni zajame drugi val epidemije? Upamo, da ne. Seveda pa to ne moramo napovedati. Verjetno, če ne bomo imeli drugih rešitev, bo spet rešitev, da se umaknemo domov. Ampak smo pa na ta odmik spet malo boljše pripravljeni, kot smo bili pa zdaj, ker smo že dobro strenirani, tako študenti kot pedagogi. Upam, da drugega vala ne bo prišlo. Hvala za obisk v studiu in hvala za pojasnila. Hvala tudi vam. Kdaj bo umetna inteligenca v telekomunikacijah razumela pomembne signale uporabnika, kot so hitenje ali negotovost pri uporabi storitve in jih uporablja njegovo korist, je vprašanje, na katerega poskuša odgovoriti naslednji prispevek. Študenti fakultete za elektrotehniko in psihologije že skozi več generacij razvijamo pogovorni sistem, ki zaznava in uporablja uporabnikov signal mudi se mi kot uporaben element umetne socialne inteligence v telekomunikacijah. Sistem v okviru projekta po kreativni poti imenovan RFC trenutno dopolnjujemo z detektorjem vedenjskih vzorcev uporabnika na osnovi radijskega valovanja. Živjo, jaz sem Rok in vas vse lepo pozdravljam na dnevih IKT.
In jaz vam bom danes povedal malo o inteligentnem komunikatorju, na katerem delamo v laboratoriju Locami v sklopu projekta PKP. No, kako dobro nas virtualni asistent lahko pozna? Vsakdo danes pozna virtualne asistente, kot so Google Assistant, Amazon Alexa in Siri. Vsi nas dobro razumejo, vendar samo kaj govorimo. Ne vejo pa, kako se počutimo, se nam mudi, se nam ne mudi, ne vedo okoliščin, kot so vreme. Zato v laboratoriju delamo na komunikatorju, ki bo združeval tudi ta dva pomembna aspekta, počutje in situacijo. V našem projektu smo se bolj osredotočili na hitenje, vreme in ljubljanske trole. Za vzorčni problem smo vzeli naslednjo situacijo. Konec faksa je, mi pa se odpravljamo v Rožno dolino k punci. Sedaj pa nam mora naš virtualni asistent svetovati optimalno pot glede na vse okoliščine, ali je sonce, ali je dež in koliko se nam mudi. Vse to mora ta komunikator vedeti. No, zdaj pa, kako smo se mi lotili tega virtualnega asistenta, ki bo znal vse te stvari razbrati. Najprej smo začeli raziskovati, kaj že obstaja na trgu in kaj bi bilo uporabno. Trenutno nobeden od vodilnih asistentov ne podpira slovenščine, kar je še kar velik problem. Raziskovali smo v smeri Amazon Alexe, vendar smo ugotovili, da je čist preveč zaprta, podpirajo samo svojo strojno opremo, se pravi Amazon nič ne pusti, da bi mi posegali v vhode in izhode Alexinega sistema. Tako da na drugi strani smo imeli pa Google Assistanta, ki je veliko bolj odprt za razvoj in obstajajo celo uradni vodiči, kako se stvar namesti na sistemu Raspberry Pi. No, in ko asistenta namestimo na Raspberry Pi, se da stvar relativno enostavno modificirati v Linuxu prek programskega jezika Python. Vsi inputi se dajo vnašati tudi prek teksta, kar je skoraj nujno potrebno za izvedbo našega sistema. Več ali manj vse programiramo prek API-jev. Se pravi, uporabljamo Python knjižice, da dostopamo do oblačnih storitev od Microsofta, Googla, da izvemo vreme, kdaj pridejo trole in tako dalje. Na koncu smo stvar zložili skupaj po delčkih. Izgleda približno takole. Sicer je malo porazdrobljenja, ampak pač slovensko razpoznavo govora ima narejeno samo Google, sintezo govora pa ima narejen samo Microsoft na Azure Cloudu. In potem smo mi to vse skupaj skombinirali, da se slovenski govorni vnos pač prevede v angleščino ter vnese v naš programiran Google Assistant dialog. No, vklop komponent, kot sta pa prepoznava hitenja in vreme, smo pa naredili prek orodja Dialogflow. To je spletno orodje, ki nam omogoča enostavno programiranje dvogovorov ter obdelavo z zunanjo Python kodo. Se pravi, Google Assistant v kombinaciji z Dialogflowom nam omogoča prepoznavanje kontekstov. Za primer, če rečemo, jaz grem do filozofske fakultete, bo znal ta izpovedi izluščiti informacijo, da je filozofska fakulteta nek naslov. To informacijo potem lahko obdelujemo naprej za primeren odgovor. V našem primeru iščemo navigacijo po trolah za določeno lokacijo. No, kot sem že prej omenil, nam pa pri sestavljanju odgovora pomagata še dve naši komponenti. Zavedamo se še okoliščin in situacije. In sicer imamo poizvedovalec vremena, ta nam glede na to informacijo lahko odloči, če bomo šli peš ali z avtobusom, in naš senzor hitenja. No, sedaj bom pa povabil še Petra, da bo povedal nekaj o tem, kako bomo zrealizirali ta senzor hitenja. Pri projektu želimo razviti senzorični sistem, ki bo zmožen zaznavati prisotnost in položaj osebe v prostoru. Obenem želimo zaznavati še psihofiziološke značilnosti osebe, pri tem pa se želimo izogniti uporabe kamere.
Čeprav je na področju obdelave slik in videa že mnogo uporabnih rešitev, je lahko slikovna obdelava v realnem času računsko zelo zahtevna. Poleg tega pa se pri uporabi kamere pojavi velik problem zasebnosti, še posebej zato, ker za pridobitev želenih rezultatov potrebujemo kamero v visoki ločljivosti. Računsko manj zahteven postopek in hkrati tak, ki ne posega v zasebnost uporabnika, je uporaba sistema, ki temelji na principu delovanja radarja. Uporaba radarjev prinaša svoje zahteve pri razvoju, še posebej, če želimo natančno zaznavati majhne premike z majhnimi spremembami. To so predvsem zaznavanje globine in hitrosti dihanja ter hitrost srčnega utripa. Majhni premiki namreč zahtevajo uporabo visokih frekvenc in širok frekvenčni razpon. Izdelave radarskega sistema smo se za potrebe projekta lotili na dva načina. Prvi način je izgradnja radarja s tehnologijo programskega radia, angleško SDR ali Software Defined Radio. Programski radio nam omogoča hitro prototipiranje in hitro preizkušanje med različnimi tehnikami izgradnje radarja. Trenutno izdelujemo radar s frekvenčno moduliranim tekočim valom oziroma radarjem FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave. Ta tip radarja je po svojem delovanju izredno preprost. Za svoje delovanje oddaja linearno spreminjajoč sinusoidni signal, ki mu s časom linearno dvigujemo frekvenco. Ta signal imenujemo čivk ali žvižk, angleško chirp. Vsak objekt v dosegu radarja zaradi različnih oddaljenosti vrne odboj z različno zakasnitvijo. Zakasnitev pa je linearna z oddaljenostjo opazovanega objekta od radarja. Razlika v frekvenci med odbitim in oddanim signalom pa je konstanten ton, ki enolično določa razdaljo med opazovanim objektom in radarjem. Ta ton imenujemo medfrekvenca. Drugi način pa je uporaba komercialnega radarja, ki za svoje delovanje uporablja frekvence pri valovni dolžini reda 1 mm. Programski radio, ki ga imamo na voljo, omogoča le uporabo frekvenc, s katerimi lahko določimo razdaljo v resoluciji približno 20 cm. Komercialni radar, imenovan millimeter wave, ki ga je razvilo podjetje Texas Instruments, pa nam omogoča določanje razdalje do približno 1 mm natančno. Radar millimeter wave deluje v frekvenčnem območju 60 GHz in razpolaga s pasovno širino 4 GHz. To je že dovolj za merjenje dihanja in srčnega utripa. Ta radar tudi deluje na enak način, kakršnega sestavljamo v programskem radiju, torej kot radar FMCW. Ob hkratni uporabi obeh rešitev pa lahko opazovani osebi določimo tako položaj v prostoru, kot tudi način gibanja in spremembe psihofizioloških znakov. Na koncu pa še najlepša hvala podjetju Smartcom, ki z nami sodeluje na tem delu projekta in nam je tudi omogočilo dostop do tega radarja. No, zdaj se pa mogoče sprašujete, kako pa sploh izmeriti hitenje. No, na projektu sta nam pomagali še dve psihologini, ki sta načrtovali več eksperimentov z namenom ugotavljanja znakov hitenja. Prvotni cilj je bil opredeliti te znake hitenja in jih poskusiti izmeriti z radarjem in preizkusiti delovanje komunikatorja. Končni cilj bi bil, da bi to vse skupaj delali, da bi komunikator bil zmožen prepoznati, ali se osebi mudi in izsvetovati, katera pot do želene destinacije je najboljša v njegovem primeru. Po pregledu literature smo ugotovili, da ljudje, ki hitijo, kažejo več znakov stresa. Vidni in fiziološki znaki, ki jih osebe kažejo, so pospešeno dihanje, povečan premer zenice, zmanjšano mežikanje, večja frustracija in vznemirjenost in še par takih stvari. In nekatere bi se tudi mogli dati zmeriti z radarjem. Psihologini sta v sklopu projekta zasnovali več eksperimentov. Prvi eksperiment je potekal doma. V dnevni sobi smo udeležencem skrili predmete, njihov cilj je bil, da predmete najdejo, jih pospravijo v posteljo, oblečejo jakno in odidejo iz prostora. Eksperiment smo izvajali v dveh pogojih. V enem pogoju so bili udeleženci omejeni z 1 minuto, v drugem pa niso bili omejeni. Udeležence smo posneli
In v naslednjem koraku smo zunanjim opazovalcem posredovali posnetek in jih vprašali, ali opazijo kakšne razlike med posnetki. S tem eksperimentom smo pridobili oziroma potrdili opazne znake hitenja. V zadnjem eksperimentu pa bi želeli preizkusiti delovanje komunikatorja v realni situaciji. Komunikator bi postavili v avlo Fakultete za elektrotehniko in udeleženci bi morali komunikator vprašati za najboljšo pot do želene destinacije. Predtem pa bi udeleženci dobili navodila, da morajo biti tam v 30 minutah ali pa imajo na voljo 60 minut. Tako bi lahko preizkusili delovanje komunikatorja kot tudi merjenje znakov hitenja v realni situaciji. No, z načrtovanimi eksperimenti je naš prvotni cilj identifikacija znakov hitenja, tako fizioloških kot tudi vidnih. Preizkus delovanja radarja, ali zmore identificirati telesne gibe, ki namigujejo, da se človeku mudi. Končni cilj pa preizkus komunikatorja v realni situaciji in vkomponiranje podatkov iz radarja v komunikator, da ta sam lahko prepozna, da se človeku mudi in se nanj na podlagi tega odziva drugače. Tako bi prišli do rezultata, da bi odgovor komunikatorja na vprašanje "Navigiraj me do Rožne doline" izgledal tako: "Danes pada dež in se ti ne mudi. Čez 7 minut odpelje naslednji avtobus 6. No, hvala za pozornost vsem. Za vprašanja bomo najbrž na voljo kje v kakšnem chatu. Pa lep pozdrav, ne. Hvala, čau. Virtualni asistent pa ni edini, ki uporablja sodobne tehnologije za podajanje informacij. S tem problemom so bili praktično čez noč soočeni vsi pedagoški delavci, ki so morali svoje znanje začeti podajati virtualno. Fakulteta za elektrotehniko je bila ena izmed prvih članic Univerze v Ljubljani, ki je svoj pedagoški proces v celoti preselila v virtualno okolje. Seveda vse to ne bi bilo možno brez predane ekipe, ki je v ozadju skrbela za nemoteno delovanje spletne učilnice, zato je z mano sedaj magister Rok Žurbi, vodja rešitev za digitalno učenje iz laboratorija za telekomunikacije, ki je svojo ekipo skrbel za portal FE+. Zdravo. Rok, kako čez noč spraviti ves pedagoški proces na virtualno okolje? Ja, ni bilo čisto trivialno. Morda smo pa imeli to srečo, da smo mi naše okolje FE+, v katerem danes tečejo predavanja in vaje nadaljavo, vpeljali že na začetku leta, sicer s širšim namenom, da nam služi tudi kot medijski repozitorij. Uporabljali smo ga recimo na določenih predmetih, kot so osnove elektrotehnike, pa na doktorskem programu EBTT, kjer so bila objavljena posneta predavanja. Še takoj po nastopu virusa, v bistvu po pojavu virusa, ko je že kazalo na možnost karantene, smo z nekaj sodelavci izvedli poskusna predavanja, študenti nadaljavo, najprej tako, da je bil izvajalec tukaj, pa tudi študenti tukaj v predavalnici, on pa v svojem kabinetu. Toliko, da smo preizkusili koncept, da smo pripravili na to uporabna navodila za profesorje in asistente, organizirali smo ob pomoči vodstva delavnico, na kateri smo predstavili, pripravili smo napotke in potem smo štartali. To prehod je bilo kar veliko breme, še posebej za profesorje in asistente, ker ni tako enostavno iz načina, ko greš v živo v predavalnico, presedlati skozi noč na online način. So izzivi tehnike, ki mora delovati, pa jo je treba pripraviti, pa morda manjkajoče opreme. Tukaj moram tudi pohvaliti vodstvo, ki je izjemno hitro prisluhnilo. Nabavilo se je nekaj kamer, nabavilo se je nekaj tablic grafičnih, s katerimi so potem profesorji lažje predavali nadaljavo. Tukaj si predstavljam, da je verjetno velika večina profesorjev prej niti ni uporabljala spletnih učilnic, potem so bili pa čez noč primorani začeti predavati nadaljavo. Je bilo veliko težav v začetku
da so se uporabniki navadili na nov sistem? Nekaj jih je sigurno bilo, so, kot rečeno, izzivi tega, da recimo pa mikrofon ne deluje dobro, pa kamera, slika z kamere se ne pokaže. Tudi na sistemu je bilo nekaj začetnih težav, da smo ga stabilizirali. Seveda pa, kot rečeno, imeli so tudi izziv, kako sploh izpeljati predavanje, vsem ne paše enak sistem, nekateri so predavali s pomočjo prosojnic, nekateri so predavali na tablo, recimo za njih smo pripravili to rešitev, da uporabijo grafično tablico in potem predavajo na whiteboard elektronsko. No, ob začetku je imel ta sistem tudi porodne krče, mogoče na začetku, in zato je bilo treba seliti celotni sistem na strežniški sistem operaterja. Zdaj, kaj je bila največja tista težava, ki je se pojavila v začetku? Težava pravzaprav je bila kapaciteta. Mi v začetku leta nismo načrtovali, da bomo celoten študijski proces selili v marcu online. Tako da smo imeli te izzive, bom rekel, na strani serverjev, kjer so bili deljeni resursi, in potem, ko smo videli, da to enostavno ne bo šlo, smo takoj urgirali in se dogovorili pri ponudniku na Telekomu Slovenije in potem cel sistem od proizvajalca, kjer smo gostili prej, to je podjetje Media Interactive, preselili na Telekom Slovenije. Omenil si, da je bilo že velika kapaciteta na začetku, koliko pa največje število hkratnih uporabnikov, ki so spremljali predavala oziroma predavali živo? Nekje okrog 200 študentov oziroma uporabnikov v posamezni sobi na tistih največjih predavanjih, zdaj v povprečju pa skupno, ker sporedno teče več predavanj, več sob, beležimo v konicah nekje do 600 uporabnikov preko dneva. Zdaj, na začetku v uvodu sem omenil, da je bila Fakulteta za elektrotehniko ena izmed prvih članic Univerze v Ljubljani, ki je v celoti vedla študijski proces nadaljavo. Kakšne so kaj izkušnje iz drugih fakultet? Imaš kakšne informacije o tem? Ja, tudi druge fakultete so se seveda hitro odzvale. Veliko so uporabili komercialne rešitve, ki so pač bile na voljo. Tudi v teh rešitvah so bile na začetku težave z omejeno kapaciteto. Lahko si predstavljaš, ko je praktično v sredi marca šlo pol Evrope online, ne samo študenti, ne samo osnovne šole, tudi podjetja, in so se res pojavili tam tudi težave s kapaciteto. To so seveda ponudniki hitro se odzvali na to, rešili. Po večini so vsi uspešno prestavili izvajanja nadaljavo. Je pa res, da morda je razlika v tem, da na mnogih članicah uporabljajo po več sistemov, tudi po 3, 4, nekje po 5 sistemov. Pa si predstavljam, da zna biti to kar izziv za študente. Nam je bilo morda zelo pomembno to, da je vstop v sistem za uporabnike in izvajalce enostaven. To se pravi na klik. Mi smo to povezali s spletno učilnico. V spletni učilnici so za vse predmete že obstajale učilnice, tako da je bilo to skozi to povezavo vstop precej enostavnejši. No, meni se, da je bil izziv sam, kako predstaviti pedagoški proces nadaljavo. Zdaj semester se zaključuje. Naslednji izziv, ki ostaja, je selitev izpitnega obdobja v virtualno okolje. Je to izvedljivo, je to mogoče? Je izvedljivo in pripravljamo že napotke in navodila, in sicer tako, da večji izpiti, ki so se prej upravljali pisno, izvajali pisno, se bodo preselili v e-izvedbo skozi te tako imenovane kvize v e-učilnicah ali skozi oddajo nalog. Seveda to pomeni, da bo marsikateri izpit potrebno, da bo kar velik vložek, da se izpit pripravi, da se pripravi dovolj velik nabor izpitnih vprašanj, da bo izpit primerno zahteven, da se ga lahko opravlja, če je le možno, tudi ob pomoči literature. V slučajih, kjer je pa potrebno nadzirati izvajanje izpita in preprečiti morebitno uporabo literature ali pa druge oblike nedovoljene pomoči, se pa to lahko izvaja s pomočjo videokonference. Zdaj, na manjših predmetih pa predvidevamo in priporočamo, da se izpiti izvajajo kar kot ustni izpit nadaljavo.
Če zaključiva zadnje vprašanje, sistem so uporabniki nekako posvojili, se na njega navadili, bo v prihodnosti doživel še kakšno nadgradnjo in bo ostal na voljo pedagogom in študentom za nadaljnjo uporabo? Vsekakor. Kot sem že omenil v začetku, smo mi ta sistem pripeljali ravno s tem namenom, da podpremo oblike izvajanja, ki niso popolnoma klasične, ki so nadaljavo, tako da ga kanemo razvijati v to smer, da postane repozitorij multimedijskih gradiv. Zdaj je nastalo kar veliko posnetega materiala. Tudi mnenje študentov je, da jim tak material koristi pri študiju in je dobrodošel, tako da eno je v smeri repozitorija, drugo je v tej smeri, da omogočimo tudi snemanje predavanj, ki potekajo v predavalnicah in da je to snemanje avtomatizirano in da so na voljo posnetki tudi za takšen način dela. No, jaz res upam, da bo sistem v prihodnje tudi tak način zaživel in da ga bodo vsi posvojili. Rok, hvala za obisk v studiu. Hvala. Po inovativnih tehnologijah pa posežejo tudi naši študentje. Več v prispevku Leona, ki nam bo predstavil Cyberlab, in Mihe, ki je v okviru svoje magistrske naloge razvil prototipno blokovno verigo. Živijo, sem Leon, študent drugega letnika magisterija na IKT-ju, na Fakulteti za elektrotehniko in se raziskovalno ukvarjam s cybersecurityjem. Predstavim vam projekt, ki ga delamo v laboratoriju telekomunikacije Cyberlab. Ta projekt predstavlja mrežo več kot 50 visoko interaktivnih SSH honeypotov, ki zbirajo podatke napadalcev na našo infrastrukturo. Razporejeni so po Evropi in tudi v Ameriki. Beležim vse informacije o napadalcih, kdo so, iz kje prihajajo, kaj iščejo, kaj delajo v naših honeypotih in tako naprej. Trenutno smo zbrali že več kot 200 gigabajtov podatkov, kar predstavlja okoli 200 milijonov zaznanih dogodkov. To predstavlja okoli pol milijona dogodkov na dan. Za našo honeypot mrežo uporabljamo najnovejše tehnologije. Tukaj lahko vidite našo spletno stran, ki prikazuje zbrane podatke za zadnji določen časovni interval. Naprimer, lahko vidimo, da koliko napadalcev je trenutno aktivnih, na koliko naših honeypotov napadajo, naprimer lahko vidimo, iz katerih držav prihajajo, kaj so nazadnje napisali v terminal in tako naprej. Zdaj, tehnologije, ki jih uporabljamo pri našem projektu, so Kubernetes, Docker, LKStack, kot je naprimer Elasticsearch, Logstash, Kibana, Filebit, Cowry honeypot za zbiranje napadalčevih podatkov, MySQL za shranjevanje podatkov, ter Python pa Apache Spark za analizo zbranih podatkov. Tukaj lahko vidite bolj podrobno arhitekturo našega sistema. Vse skupaj se je začelo z enim samim Crowiem, torej SSH honeypotom, ki zbira podatke. Sam po sebi Crowy ustvari umetno Python okolje, ki predstavlja nek Linux sistem, vendar v tem okolju lahko izvajamo samo za določene ukaze, kar je predstavljajo precej slabost za naš sistem. Saj vidimo, da potem napadalec lahko na hitro opazi, da sistem ni realen. To smo popravili tako, da smo uporabili možnost Crowya, da posreduje napadalčeve podatke na realen sistem, katere poganjamo v Docker kontejnerjih. Vsak Docker kontejner ima nameščen v sistemu Ubuntu 18, tako da napadalec v našem primeru, ko se poveže na naš honeypot, je preusmerjen v ta kontejner in vidi, da je v nekem realnem sistemu. V tem sistemu lahko izvaja tudi vse napadalne skripte. Medtem pa Crowy te skripte beleži in dogodke, tako da lahko vidimo, kaj se je dogajalo. Poleg tega imamo takih podov oziroma zbir kontejnerjev, ki predstavljajo eno enoto našega honeypota, okoli 50, ki so razporejeni v naši Kubernetes mreži v Evropi in Ameriki. Torej, napadalci se tukaj preko SSH-ja povežejo na naše honeypote, v primeru, ko pridejo na Crowy, ta preusmeri v Docker kontejner s pravim operacijskim sistemom, kjer oni izvajajo napad. Poleg tega pa Filebit zbira zabeležene log file Crowya in jih pošilja na Logstash.
Logstash doda določene informacije o geolokaciji in podatke posreduje v Elasticsearch, ki je naša centralna enota za shranjevanje podatkov. Nato lahko te podatke s pomočjo Kibane tudi vgledujemo in upravljamo različne analize. Zdaj, za natančnejše in bolj urejene podatke uporabljamo več samih napisanih skript v Pythonu, ki podatke pobirajo iz Elasticsearcha, analizirajo in v urejeni obliki shranjujejo v MySQL bazo. Ta baza je namenjena za dodatne analize oziroma za storitve, kot so spletna stran, kjer lahko agregirane podatke si ogledujemo. Tu lahko vidimo primer enega log fajla za en dogodek, ki nam ga Crowy ustvari. Lahko vidimo not na primer čas, da je bil dogodek ustvarjen, kakšen je bil vrsta dogodka, iz kje ta napadalec prihaja, s katerim uporabniškim geslom in imenom se prijavlja. Tako da lahko zbiramo veliko različnih podatkov. Tukaj je en primer, na primer za nek določen časovni interval, analize, iz katerih držav najpogosteje prihaja napadalci. V tem primeru, da vidimo, da je bilo največ napadov iz Irske. Tukaj lahko vidimo predstavitev različnih Crowy dogodkov, kateri Crowy ustvarja za zbiranje podatkov. Zdaj na tej sliki prikazuje graf 20 najbolj znanih IP-ov napadalcev. Lahko vidimo, da iz nekaterih IP-ov smo zbrali tudi več kot 90.000 dogodkov v enem dnevu. Zdaj tle predstavlja najpogostejša uporabniška imena, ki so jih napadalci uporabili za prijavo v sistem. Vidimo, da root pa admin, guest so še vedno najbolj pogoste imena, s katerimi napadalci želijo vstopiti. Pri geslih je podobno, klasično geslo admin se tudi zelo pogosto pojavlja. Tudi vse kombinacije s številkami lahko vidimo, da so zelo na visokih mestih. Poleg tega lahko tudi vidimo, katere ukaze napadalec vpisuje v konzulo, ko je prijavljen v naš sistem. Tukaj vidimo na primer analizo najbolj uporabljenih ukazov. Poleg tega delamo tudi analize celotnih skript, ki jih napadalci zaganjajo v naših honeypotih. Pri takih projektih se odpre tudi veliko zanimivih vprašanj. Upam, da bo omenjen projekt in podobne zadeve še koga pritegnile in se boste vpisali na študij IKT. Pozdravljeni, moje ime je Miha in danes vam bom predstavil, kako sem sprogramiral svojo blokovno verigo iz nule. Verjetno vas je že večina slišala za kriptovalute, kot sta na primer Bitcoin in Ethereum. Pri obeh gre za način izmenjave finančnih sredstev, ki v ozadju uporablja tehnologijo veriženja blokov ali kot temu rečemo po angleško blockchain. Gre za princip združevanja transakcij v bloke, kjer novo nastali blok vedno referencira svojega predhodnika. Iz tega izhaja tudi samo ime blokovna veriga. Za lažje razumevanje v nadaljevanju si bomo najprej pogledali nekaj osnov. Proces, ki doda nov blok v blokovno verigo, se imenuje rudarjenje. Na ta način se veriga s časom povečuje. Blokov pa ne moremo dodajati kar tako, vendar morajo le ti ustrezati določenim pravilom. Za vsak blok se izračuna njegov prstni odtis in če je ta prstni odtis manjši od predpisane meje, je tak blok sprejet za veljavnega. Če prstni odtis ni manjši od predpisane meje, spremenimo vsebino bloka in ponovimo izračun. To ponavljamo vse, dokler ne najdemo pravilnega prstnega odtisa bloka. To mejo, o kateri smo govorili, predstavlja težavnost. V dvojiškem zapisu si lahko težavnost predstavljamo tudi kot število vodilnih ničel. V našem primeru spodaj je vidno, da je težavnost enaka 4 vodilnim ničlam v dvojiškem zapisu. Torej bo blok s prstnim odtisom 1 sprejet kot veljaven, blok s prstnim odtisom 2 pa bi omrežje smatralo za nepravilnega in bi ga zavrnilo. Da bi bolje razumel samo delovanje blokovnih verig, sem se torej odločil sprogramirati lastno različico blokovne verige v programskem jeziku Node.js. Začel sem od začetka, saj sem želel spoznati enake izzive, kot jih je doživel skrivnostni izumitelj Satoshi Nakamoto pri ustvarjanju kriptovalute Bitcoin. Po veliko neprespanih nočeh sem prišel do prve delujoče različice, ki mi je omogočala poganjanje vozlišč in komunikacijo med njimi na lokalnem omrežju.
Interakcije je potekale preko HTTP zahtevkov in odgovorov, izpisi pa so se prikazovali v brskalniku in so izgledali tako. Desno zgoraj lahko vidimo izpis povprečnega bloka z vsemi njegovimi podatki in vključenimi transakcijami. Spodaj desno pa je prikazan izpis prvega bloka v verigi, ki se malenkost razlikuje od ostalih, saj ne referencira predhodnega bloka, ker je sam prvi. Seveda pa so se kmalu pojavili tudi problemi. Največ jih je povezanih z zakasnitvami in izpadi povezav v omrežju, kot je internet. Prvi problem je bil neodzivnost med rudarjenjem, ker se je vozlišče ustavilo, medtem ko je iskalo nov blok. Naslednji problem je neprekinjeno rudarjenje, kar pomeni, da vsak, ki sodeluje v omrežju, mora tudi rudariti konstantno, da se novi bloki lahko dodajajo v verigo. Problem izkoriščenosti virov računalnika sem rešil na ta način, da sem zagnal več rudarjev na istem računalniku, v primeru, da je ta računalnik imel večjedrni procesor. Potem se je pojavil problem praznjenja čakalnih vrst transakcij, ker se zaradi zakasnitev čakalne vrste lahko praznijo ob različnih časih in je to potrebno uskladiti med samimi vozlišči. V programskem jeziku, ki sem ga izbral, se je pojavil tudi problem celoštevilskega preliva pri prstnih odtisih, ker so te prstni odtisi dolgi 256 bitov. Zapis števil pa v tem jeziku ne omogoča take natančnosti, zato je bilo treba prstne odtise zapisovati v besedilu. Algoritem prilagodljive težavnosti je bilo potrebno dodati z mislijo v povečevanju števila udeležencev na omrežju. Če se pridružijo novi rudarji, bodo bloki nastajali hitreje, ker je večja verjetnost, da nekdo narudari nov blok. Zato je bilo treba dinamično prilagajati težavnost in jo sporočati vsem udeležencem omrežja. Naslednji problem je problem dveh nagrad omrežja, kjer se je pojavil slučaj, da je ob nastanku enega novega bloka nagrado za njegovo rudarjenje prejelo več udeležencev. Pri umestitvi transakcije z nagrado omrežja je bilo potrebno razmisliti, v kateri blok jo bomo umestili, ali bo to trenutni blok ali naslednji blok, ki bo narudarjen. Izziv prav tako predstavlja velikost verige, ki se s časom povečuje in nam lahko hitro preseže omejitve strežnika, ki jih je ta sposoben obdelati. Ko sem odpravil vse omenjene težave, sem spoznal, da je moral biti Satoshi Nakamoto izjemen genij ali pa za tem psevdonimom skriva kar celotna ekipa ljudi. No, sodobne tehnologije pogostokrat burijo duhove, a le redkokrat se zgodi, da dvignejo toliko prahu, kot ga je nedavno tehnologija 5G. Od javnih protestov do žgočih debat v medijih, številnih člankov do obravnave tematike celo na Svetu za nacionalno varnost. Je tehnologija 5G res tako zelo nevarna? Kaj pa tehnologija 4G? Gremo na boljše ali na slabše? O tem z gostoma v studiu, dr. Boštjanom Batageljem iz Laboratorija za sevanje in optiko in doktorico Mojco Vovk z Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko. Vaša vprašanja gostoma lahko zastavite v živo na portalu YouTube Live, na portalu Fakultete za elektrotehniko in preko sistema družabnega omrežja Facebook Live. Vama gostoma pa pozdravljena v studiu. Začnimo z osnovnim vprašanjem za vas, profesor Batagel. Ali bo 5G zaradi uporabe na višjih frekvencah res nevaren za zdravje ljudi in naravnega okolja? Zdravo, ja, to je zelo ena lažna novica, ki se širi po družabnih omrežjih. Po mojih analizah so trije razlogi oziroma trije tipi ljudi, ki te lažne novice producirajo. Kot prvo so tukaj neke politične stranke, ki hujskajo ljudi naj podpišejo določene peticije in naj se včlanijo v njihove vrste. Potem so tukaj neke organizacije, ki denarno izsiljujejo mobilne operaterje zato, da bi dobili neko odškodnino. In kot tretje so tukaj neki šarlatani, ki v bistvu hočejo doma nam prodati neke meritve ali pa neke izdelke, recimo kot so žepki za telefon, ki naj bi nas obvarovali pred sevanjem in v bistvu imajo ravno obraten učinek, da tak telefon še prej izprazni baterijo in še bolj seva.
No, koliko pa je sploh dovoljeno sevanje za 5G bazno postajo, če že govorimo o nevarnosti? Ko govorimo o dovoljenih mejah za 5G, so popolnoma enake, kot so meje za vse ostale generacije, kot so meje za vse oddajnike, ki jih nameščamo naokrog. Ta meja je približno 6 voltov na meter in moram reči, da je ta meja nekako 10.000-krat manjša kot sevanje, ki ga prejmemo na sončni dan, ko gremo ven na sonce. Vsi oddajniki, ki se bojo nameščali v Sloveniji 5G, morajo se držati uredbe, ki je trenutno v veljavi v Sloveniji, čeprav so te zadnje smernice ICNIRP-a, ki so bile izdane prav marca 2020, precej milejše, kar se tiče sevanja, se pravi Slovenija ima precej zaostrene te mejne vrednosti, ampak kljub temu vsi operaterji se morajo tega držati, ko nameščajo bazne postaje. In ne samo to, da za te nove bazne postaje, ampak tudi za vse starejše generacije se morajo tega držati in ko dodajajo novo bazno postajo že na obstoječ stolp, morajo narediti meritve. Te meritve morajo opraviti inštitucije, ki so za to akreditirani, nikakor ne neki šarlatani, in kdor dvomi v pravilnost neke montaže antene, lahko prijavi to na Ministrstvo za okolje in prostor in zahteva meritve, ki jih potem izvedejo te akreditirane organizacije. No, omrežje 5G je nova tehnologija, kar pomeni, da se mora postaviti tudi celotna nova infrastruktura in s tem tudi bazne postaje. Kako daleč narazen se predvideva, da bo te bazne postaje? Zdaj v javnosti se zasledi, da bojo bazne postaje res na vsakih nekaj metrov, da jih bomo v domu imeli več, da bojo na vsaki ulični svetilki. To drži? Odgovor tukaj je precej kompleksen. Jaz bi se mogoče malček povrnil nazaj. Se pravi, poglejmo si, kako se je gradilo omrežje mobilno v Sloveniji od samega začetka. Slovenija je štartala leta 1992 16 baznimi postajami. Od takrat dalje z novimi generacijami, z večjo potrebo uporabnikov, število baznih postaj narašča. Trenutno jih je čez 3000 baznih postaj, samo Mobitel Slovenije jih ima, Telekom Slovenije, takrat je bil Mobitel v samem začetku, jih ima 1300 baznih postaj. In z naraščanjem potreb pač gostota teh baznih postaj narašča. Zdaj, vse kaže na to, in tukaj jaz upam, da me bo Mojca mogoče lahko malo dopolnila, da tej trendi, koliko prenešenih podatkov imamo v omrežju, so nekje 40% na letno rast imamo naraščanja podatkov prenešenih v omrežju, se pravi, koliko gigabajtov uporabnik prenese. In če se bo to nadaljevalo, recimo v roku 5 let, bo treba zgostiti omrežje, neki izračuni so za 160%, se pravi, kar pomeni za 1,5-krat povečati število baznih postaj. Seveda, to lahko naredimo s tehnologijo 4G, 4G+, ampak bolj energetsko učinkovito in boljšo spektralno učinkovitost ima omrežje 5G, zato je smiselno, da operaterji razmišljajo v tej smeri, da postavljajo omrežje 5G. Jaz mislim, da me Mojca lahko mogoče dopolni, kar se tiče same. Ja, seveda, kar vprašanje za doktorico Vovk. Je to res drži, da bojo število podatkov, oziroma da se bo ta promet povečeval za 40% leto, kar je povedal doktor Batagel? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz upam, da me lahko slišite. Ja, odlično. Ja, jaz podatkov z rokave ne bom, zato ker so napovedi oziroma ocene zelo različne. Raj, po katerem govorimo, več milijonov sočasnih HD video streamov, ki gredo skozi omrežje, se pravi to, kar je Boštjan pravkar povedal, vsekakor drži, da govorimo o takih velikih porastih prenosa podatkov, da pravzaprav naše omrežje s tem se bodo zelo težko soočala. In to je tudi en od bolj tistih osnovnih scenarijev, zakaj se zdaj lotevamo sploh prehode na novo tehnologijo, zakaj rabimo vse te nove zmogljivosti. No, kaj pa tukaj varnost omrežja? Omenja se vohunjenje kitajske obveščevalne agencije, ki naj bi si v opremi pustila zadnja vrata priprta za nadzor nad komunikacijami. Je ta skrb sploh upravičen?
Zdaj, to mogoče za nas tehnike ni pravo vprašanje, seveda je to možno. Zdaj, a to dela Huawei ali ne, to do druge inštitucije, okay, moramo imeti eno stvar v mislih, da pravzaprav na eni strani se pogovarjamo o tem, kaj nam bo tehnologija prinesla, kakšne storitve bomo mi dobili s tem, boljša načina življenja, pomoč pri reševanju življenj v primeru urgentnih situacij in tako naprej. Po drugi strani pa govorimo o sektorju, ki predstavlja izredno veliko tržišče, izredno velik denar je za tem zadaj. In pravzaprav, poleg samih tehnoloških vprašanj se vedno v takem primeru soočamo s političnimi interesi, tržnimi interesi in tako naprej. Tako da tukaj jaz mislim, da gre vedno za neko preciziranje. Tako da moj najbolj iskren odgovor je, da ne vem. Je pa tako, seveda, na eni strani je to Huawei, na drugi strani imamo providerje opreme iz Evrope, iz drugih svetovnih regij in seveda vemo, da Kitajska in Amerika ta trenutek sta izredno veliki prav na tem področju 5G. Tako da tudi ta, bom rekla, političen in komercialen interes, mislim, da igrata zelo veliko vlogo pri teh pozicijah, mnenjih in seveda domnevanjih, kaj se dogaja, ali so neki backdoori, neke luknje za prisluškovanje, kakršnekoli druge vdore. Ja, tudi tale, če lahko dopolnim, jaz se strinjam, z Mojco tukaj je veliko rivalstvo in ogromno nekih informacij, prav iz tega rivalstva tudi izhaja, mogoče tudi lažnih informacij, ampak to, da je to bilo na sestanku, recimo 5G na sestanku Sveta za nacionalno varnost v Sloveniji, jaz mislim, da je nekaj popolnoma nepotrebnega, oziroma celo absurdno po mojih pojmih, zato ker dokler smo imeli recimo ameriško tehnologijo, ameriške dobavitelje, se noben ni spraševal o teh odprtih vratih stranskih, zdaj, ko dobivamo kitajske dobavitelje opreme, se kar naenkrat o tem sprašujemo, čeprav je to popolnoma nesmiselno. Prej je bilo možnost prisluškovanja, zdaj je možnost prisluškovanja. Tisto, kar se meni zdi res ključno tukaj, je, če govorimo o varnosti na kritični infrastrukturi, telekomunikacijski in druge infrastrukturi, ki jo imamo v Sloveniji, je, da zato imamo slovenske produkte, da imamo zato slovenska podjetja, da imamo slovenske inženirje, ki razvijajo te produkte in edino na ta način, da bomo imeli pač stvari v svojih rokah, lahko zagotovimo večjo varnost. Vse drugo je tukaj samo debatiranje na nekem političnem nivoju. Ja, pa da se kar navežem na to še, v javnosti se namreč daje vtis, da je to šele prvi vstop podjetja Huawei na evropsko tržišče, kar se tiče baznih postaj, kar se tiče jedrnega omrežja. V centru Nanosem sem že v kleti vdajniške postaje že pred 5 leti videl njihovo opremo. To pomeni, da so že takrat nameščali opremo 5G in jo testirali? Ne, nikakor. Aljaž, najbrž to, kar ste videli na Nanosu, je to, kar v okviru ekskurzije, ki jih vsako leto profesor Vidmar organizira za študente pri svojem predmetu sevanja in razširjanja valov, krasni dogodki, ampak ta oprema je oprema, ki je z druge namene. Je komunikacijska oprema. Huawei, moramo vedeti, da ni prisoten od danes v Sloveniji, da ni prišel z tehnologijo 5G. Huawei je prisoten že vrsto let. Jaz si celo upam trditi, da večina operaterjev ima danes Huawei opremo za fiber to the home, vlakno do končnega uporabnika, kjer ima Huawei krasne rešitve, najcenejše rešitve, ki so super za operaterje. No pa je tukaj potem, ko operaterji izbirajo svojo opremo, ki jo bodo namestili v omrežje, raje posežejo po kakovostnejših, preverjenih izdelkih ali se tukaj zatekajo za mogoče ugodnejšega ponudnika s cenejšim alternativam? Glejte, operaterji so vedno podjetja in podjetja delujejo kot dobri gospodarji. Se pravi, pri nabavi neke opreme zagotovo gledajo na stroške, na kvaliteto te opreme, gledajo na te trenutne stroške, se pravi CAPEX, in gledajo tudi na OPEX, tudi na operativne stroške, se pravi, koliko bo potem ta oprema let obratovala, koliko električne energije bo za to potrebovala, koliko vzdrževanja, licenc potrebuje in tako dalje. Se pravi,
zagotovo operaterji izbirajo opremo, ki je najbolj primerna temu, kar oni potrebujejo trenutno. No, še vprašanje za vas, doktorica Vovk. Je trenutno omrežje neranljivo za morebitne napade in nadzor tujih vladnih agencij? Zmeraj se pogovarjamo, da zdaj z upeljavo novih tehnologij se bojo pa kar naenkrat puščala odprta vrata. Slišali smo od profesor Batagelja, da oprema tega proizvajalca že obstaja na slovenskem tržišču v jedrnem omrežju. Torej pomeni, da je ta naše omrežje trenutno že ranljivo? Jaz bi mogoče se najprej navezala na prejšnjo temo, debato. Huawei ima že opremo 5G v Evropi, veliki komercialni operaterji, ki 5G storitve že ponujajo svojim uporabnikom, imajo Huawei-jevo opremo, tako da tudi zdaj za Evropo nekaj novega ni, kar se tiče 5G v Sloveniji, seveda tukaj odločitve še niso padle. Kar se tiče pa ranljivosti, seveda so ranljiva ta omrežja, tako kot so bila že prejšnja, mogoče kar je razlika v tem konkretnem primeru zdaj, je ta, da bomo pravzaprav, da združujemo zdaj, pripeljamo v ta ekosistem mobilnih omrežij eno veliko dodatno komponento, in sicer tukaj združujemo mobilne komunikacije z računalniškimi zmogljivostmi, uporabljali bomo cloud, uporabljali bomo edge computing, in seveda več, ko imamo nekih takšnih zmogljivosti algoritmov, funkcij, storitev v omrežju, več je priložnosti za neke napade. Zdaj, kako se tega lotiti in kako to reševati, to pravzaprav je zelo kompleksno vprašanje. In seveda 5G omrežje ranljivo bo, ampak ne bi rekla, da je to zdaj priložnost za vladne organizacije, da bodo napadale druge države ali druge, bom rekla, strateške oziroma kritične infrastrukture. Tukaj se moramo bolj poglabljati v to, kdo vse je pravzaprav tisti, ki ima nek interes. Tukaj so skriptkidi, tukaj so pravzaprav aktivisti, ki se prav tako lotevajo takšnih sistemov. In seveda, kar je pomembno danes je, da zagotovimo ustrezna orodja in ustrezne načine, ustrezne tehnologije, da se proti temu znamo boriti, da znamo to zaznati in potem, da seveda tudi ustrezno ukrepamo. Tako kot ste mogoče prej videli tisti prispevek od Leona, prav pri nas se ukvarjamo med drugim tudi s tehnologijo za zaznavanje takšnih vdorov, se pravi s honeypoti. In seveda nabor teh tehnologij se veča in zdaj, ko prihaja 5G v prakso, se bo tudi nabor tehnologij specifično za 5G temu ustrezno povečeval in prilagajal, da bomo vse varovali in obvarovali pred raznimi vrstami napadov. Ne samo vladnih organizacij, ne samo backdoorov v primeru pač nekih, bom rekla, lukenj, ki jih pustijo proizvajalci opreme mogoče na kakšnih elementih. Ja, jaz bi dodal, da tukaj bi jaz celo rekel, da je omrežje 5G nič ni bolj ranljivo kot ostale omrežja. Kvečemu bo lahko celo bolj varno. Sprejemamo nove standarde, novi standardi prihajajo ven, ki bojo zagotavljali večjo varnost tega omrežja. Tako da jaz tukaj ne vidim nobenih ovir in nobenih problemov na tehnični strani, recimo. No, mogoče še vprašanje za vas, doktorica Vovk. Kako lahko uporabniki zaščitimo vsebino, ki jo želimo varno prenesti preko omrežja? Je to sploh mogoče? Mislim, da smo tukaj izgubili vezo, potem pa vprašanje za vas, profesor Batagel. Ne, lahko tudi to odgovorite? Lahko tudi to poskušam odgovoriti. Jaz bi rekel, da je stvar taka, da danes, če hočemo varno nekako prenašati informacije po internetu, imamo cel kup načinov. Jaz mislim, da tudi naši študentje na informacijsko-komunikacijskih tehnologijah se v okviru mnogih predmetov, recimo tudi varnih komunikacij, ogromno teh principov teoretično in praktično naučijo. In tukaj prihaja še nova tehnologija, ki bi jaz rekel v naslednjih letih kvantne komunikacije, ki bojo še bolj zagotovile neko varnost v omrežju. Je zdaj Mojca že z nami? No, mogoče je zdaj z nami, zato bi jaz postavil zadnje vprašanje in sicer, doktorica Vovk, bo po vašem mnenju prišlo do postavitve omrežja 5G v Sloveniji?
Mislim, da imamo še vedno tehnične težave, tako da vprašanje za vas. Jaz mislim, jaz upam, da bo do omrežja 5G, postavitve 5G omrežja prišlo čim prej v Sloveniji, zato ker je, kot sem rekel, že spektralno bolj učinkovito kot 4G omrežje, ker je energetsko 10 do 100-krat bolj učinkovito. Če nam je res mar nekaj za naravo v Sloveniji in za to zeleno Slovenijo, potem se moramo zavzemati, da bi čim prej opustili stare tehnologije in prišli na novo, bolj učinkovito tehnologijo. Nekaj poskusov uvajanja 5G v Sloveniji pravzaprav že imamo. Najbolj mogoče odmeven je bil A1 v BTC-ju, potem Telemach v centru Ljubljane, Telekom Slovenija ima tudi že nekaj pilotov, enega od njih ima celo v Iskratelu v Kranju, kjer so pač naredili izvedbo industrijskega 5G omrežja. Tako da jaz upam, da pride do teh implementacij čim prej, ker bojo same pozitivni učinki. No, jaz se nadajam, da bojo pozitivni učinki, malo vidim tudi za telekonference, da ne bomo imeli s tem problema. Tako da najlepša hvala obema, ker ste bila gosta v studiu. Za konec pa še prispevek študentov veterinarske fakultete, ki je v okviru projekta Po kreativni poti izdelala interaktivno spletno platformo za lastnike eksotičnih živali. Izhodišče je bil tiskani priročnik, ki so ga želeli digitalizirati in tako ponuditi vsem lastnikom eksotičnih hišnih ljubljenčkov. Pri tehničnem delu izvedbe je ključno vlogo odigrala katedra za IKT ter pomagala pri celotnem postopku od zasnove do tehnične implementacije spletne platforme in mobilne aplikacije. Projekt je bil zanimiv in uspešen predvsem z vidika odličnega sodelovanja študentov in mentorjev različnih strok in kompetenc. Projekt nam bo na kratko predstavila študentka veterinarske fakultete Alenka Babič, za tehnično pomoč pa je poskrbel naš študent Matic. Pozdravljeni, moje ime je Alenka Babič in sem študentka 6. letnika veterinarske fakultete. V lanskem letu sem sodelovala pri projektu Po kreativni poti do znanja z naslovom Kreiranje spletnih orodij za predstavitev najnovejših koristnih podatkov z področja zdravja in dobrobiti eksotičnih živali. Dejstvo, da danes ima vedno več ljudi eksotične ljubljenčke, da na internetu najdemo mnogo netočnih, nepravilnih ali celo lažnih informacij, da nam dobrobit živali pomeni ogromno, nas je pripeljala k ideji, da ustvarimo verodostojen in lahko dostopen vir točnih informacij in s tem podučimo laike. Cilji našega projekta so bili posodobitev že napisane knjige o oskrbi eksotičnih živali, izdaja spletne ankete, s katero smo želeli preveriti dejansko znanje o eksotičnih ljubljenčkih, postavitev spletne strani kot vir lahko dostopnih in verodostojnih informacij, mobilna aplikacija, zloženke in za konec projekta izlet v Avstrijo v Center za ujede. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez odlične ekipe, ki so jo sestavljali tako profesorji kot tudi študenti. Iz veterinarske fakultete so bili to Valentina Kobale, ki je bila tudi koordinatorica projekta, Vlasta Jenčič, Joško Račnik in zunanji veterinar Zlatko Golob, ki so poskrbeli za točnost informacij. Mentor iz fakultete za elektrotehniko pa je bil Jaka Sodnik. Od študentov smo iz veterinarske fakultete sodelovali Peter, jaz Alenka, Katarina in Maša, Matic, Nikola in David iz fakultete za elektrotehniko ter naš oblikovalec Matic iz ALO-ja. Med projektom smo imeli mnogo sestankov, velikokrat smo se dobili kar v živo, največkrat v prostorih veterinarske fakultete, kdaj tudi na kavi. Veliko komunikacije je bilo tudi preko spletnih omrežij, Facebooka, Instagrama, kdaj kar po telefonu, po Skypeu in tako dalje. Prvo, kar smo naredili, je bila spletna anketa in kot pričakovano so bili rezultati porazni in ljudje res niso bili dovolj podučeni o eksotičnih živalih. Naslednja stvar je bila postavitev naše spletne strani. Ta del nam je vzel največ časa. Najprej smo mogli študenti veterine poskrbeti za vso
za vse informacije, zbrati podatke, vse na kup, oblikovati v lepo urejen in lahko berljiv, razumljiv tekst. Nato so pa študenti elektrotehnike, predvsem David in Matic, oblikovali osnovno matrico, ki je izgledala takole. Nato smo se pa skupaj odločili, kaj bomo dali not. Končni izdelek pa sedaj izgleda tako. Skrb za zdravje eksotičnih živali, fotografije, spodnaslovi. Lahko povem še zanimivo zgodbico pri izbiri fotografij. Če je študente veterine zanimala samo lepota fotografije in prava žival, da je bila na sliki, je Matica in Davida predvsem zanimalo to, ali je pravi format, prava velikost, prava svetlitev in tako dalje. No, tako izgleda spletna stran. Nanjo smo naložili tudi PDF knjigo Skrb za zdravje eksotičnih živali, publikacijo, ki sem jo na začetku že omenila, katero smo tudi posodobili. Lotili smo si tudi izdelave zloženk. Izdelali smo 23 različnih zloženk, najbolj pogostih živali, ki jih najdemo v domači oskrbi. Želeli smo narediti zloženke privlačne, lahko berljive, laikom, tudi otrokom. Tako je izgledala prva surova oblika zloženke. Vidite, precej taka nezanimiva, končni izdelek pa je bil tak. Zloženko smo razdelili v več sklopov. Na prvi strani je predstavitev, kdo je žival, osnovne funkcije, nato v zloženki smo zajeli vse informacije, ki so se nam zdele izredno pomembne, zato smo noto vključili bolezni, ki jih žival lahko prinaša, kdaj se žival počuti neprijetno, kdo je primeren lastnik. S čim se žival prehranjuje, kaj je primerna namestitev. Nato smo pa še vse potrebščine, ki jih žival potrebuje, oblikovali v nakupovalni listek, tako da si še bolj lahko ljudje predstavljajo, kaj to pomeni, tako stroškovno, kot tudi dejansko, kaj vse rabi. Tukaj imam še par primerov zloženk. To je recimo od jemenskega kameleona, od ježa. Moram pohvaliti tudi našega oblikovalca Matica, da je zelo lepo naredil vse ikonce in naredil zloženke še bolj interaktivne in zanimive. Naslednja stvar je bila mobilna aplikacija, saj veste, danes ljudje še raje scrollajo po telefonu, kot pa dejansko po računalniku. Zato se nam je ta stvar zdela izredno pomembna. Tukaj imam par primerov, kako mobilna aplikacija izgleda. Zajema vse podatke kot spletna stran, le da jo lahko dostopamo na telefonu. Še ena od mnogih referenc, ko smo jih tekom projekta dobili, je bila možnost predstavitev našega projekta na veterinarskem kongresu v Bernardinu lani 2019. Na to smo lahko zelo ponosni. Potem pa smo dobili še članek v reviji Ructus, ki je revija študentov veterinarske fakultete. Za konec projekta smo obiskali še center za ujede v Avstriji. To je bilo nekako z moje strani vse. Lahko povem, da v projektu je bilo super sodelovati. Dobili smo mnogo referenc, od tega, da smo se naučili sodelovati v ekipi, iskati informacije po internetu, podrobno znanje o uporabi različnih računalniških programov. Dobili smo tudi prvi vpis v Kobi sistem, predavanje na kongresu. Za konec pa smo še na uradni strani od veterinarske fakultete dobili direkten link do naše spletne strani. Hvala za vašo pozornost in to je z moje strani vse. Adijo. Tako, to je bil še zadnji študentski prispevek v sklopu Svetovnega dneva IKT 2020
iz studija Fakultete za elektrotehniko, ki trenutno stoji še v prazni avli fakultete, vas le še lepo pozdravljam in se veselim novega snidenja z vami.